Dragi Jakob, dobro nas vse zanima, kaj je botrovalo tvoji odločitvi biti skladatelj, oziroma kako je tvoje otroštvo in domače okolje vplivalo na tvojo odločitev. Torej, doma sem iz gostilne in gostilne je bila vedno željena glasba. Posebno v tistem času, ko še ni bilo recimo teh tehničnih sredstev, bi bilo treba harmoniko kar vzeti roke in vleči. In to sem jaz počel že skozi od menjega, oziroma, ko smo imeli doma gostilno, je bilo to zelo potrebno. Ljudje so zelo radi plesali v tistem času, ne vem, če še danes kaj plešete tako, ampak takrat smo zelo. Ampak jaz sem bil seveda še odmečken in so mi dali kar dol na mizo, stol in seveda, ko sem harmoniko vlekel, oni so pa dol plesali. Se spomnim, da je bil čas, kako pošlijo ti spolška tanc, pa so take zgodbe. Tako da so rekli, da vam če ja potem bo sami ali neče bo kaj tazga, Če bo preč bo pošlijo. Skratka, to so veliki spomini na leta. In kdaj si se in kaj te je privabil k temu, da si se začel z glasbo bolj resno ukvarjati? Ja, seveda. Moram reči, da sem bil kar neka agino, slišal, da sem se nabavil razne note. V bistvu sem si kar note samo učil in tako, da sem potem po notah igral. Najprej seveda harmoniko. Harmoniko sem se potem nekako naveličal in sem potem presedal na klavir. No in moram pač povedati, da lep spomin v Celje, sem bil pač učenec profesora Kuneja, ki se ga vsi rad spominjam, on mi je potem rekel, jaz vsega pa še nekaj najbolj bo, vse mislil, in smo namesto dvakrat na teden, smo trikrat na teden ure, reske. No in seveda, recimo v prvo dveh letih sem moral narediti za 6 letih klavira in to sem nekaj posvečal, da sem se potem lahko opisal neko nagradno akademijo, V tistem času oziroma je bila vmes okupacija, ko je pač šolanje zelo moteno, skratka, da sem potem v bistvu še za 17 let začel pošten, da se ukvarjal z glasbo. Ampak Celje je močno vplivalo na tvojo odločitev postati komponist. Kdaj se je to zgodilo? Ja, to bomo reči, da to je pa spomina Celje. V Celju je bila, mislim, da je bila Tržačka, Bela filharmonija in so igrali Čajkovskega, Nemci so davno 6. patetično simfonijo, ker je tako taka še končana in to me je tako prizadelo, da sem to slišal, ampak ne, da se ti v tej dvorani, je bilo neki drugi dvorani. No in tako smo, se pravi, v Celju sem se odločil potem, da bom nekako Čajkovskega, da se bom z notami in nastopnimi. Pa tudi ena harmonika, če se ne bomo da je presudila v Celju. Ja, seveda, harmonika mi pa, to se že prosto meni, da mora pač igrati, ampak potem sem presedal na klavir in res moj najljubši inštrument. Seveda sem pa imel še srečo v tistem času po vojni, harmonika je ogromno, je veljala, so povprašovanje po harmonike, ki je veliko, čim klavir je bilo manj vrednega so razni tisti buržuje, tako rečem, narekovajo, da so imeli preganjeni po vojni, in seveda so potem tudi tiste klavirje so kar nekako dali za nizko ceno in tako sem bil krasni klavir, vezni dokler za mojo harmoniko, ampak še Zagreba sem jo prepeljal. Klavir je potem z mano potoval vse teh danskih sobicah, ki si jih je težko dobilo. In se spomnim, da je nekaj celo, ko sem monika sobo, je kar stropa kaplala dol, oddežgala je dol, da se še zdaj vidi na klavirju, da je tehnika dva nek madež gor. Skratka, klavir je bil krasen, seveda druge razmere in te sobe pa stanovane, ko so bile pa nepohodne. Ampak s harmoniko si se tudi preživljal, si služil denar v gimnazijskih letih v Celju?
Ja, seveda, harmoniko pa, recimo, v teh gimnazijskih letih v Celju, ko sem bil, smo tudi potem po vikendih igrati ven v teh raznih krajih, ne vem, če se tukaj spomne. No in seveda, če se spomnite, je bil Štandek, Celjan, Zlatar, se ga spomnite, najbrže, se potem imel v Ljubljani Zlatarno tudi. No in on je potem igral malo saksofon, pa se je hotel tudi učiti harmonika, se njega tudi malo učil. Ampak skratka, vic je v tem, da v tistem času nisem imel finančnih težav, ker sem bil vedno nekaj zaslužil, če sem bil ranen v grobu. Dijaki bi radi slišali verjetno, kljub temu, da se je zdaj znana osebnost, da pa nisi bil prav vzoren dijak. Ja, veste kaj, po vojni, čeprav sem imel še 2 leti do končane gimnazije, 47 sem v Celju, torej končal gimnazijo. No, in seveda sem pa pravzaprav gimnazijo pomizdelil, ker sem seveda stalno čeprav samo pri klaviru, ker sem v 2 letih ogromno tudi predelil teh letnikov, tako da sem pravzaprav z enem popravca naredil pač gimnazijo, in seveda najbolj še ne bi imel tam svojega botra, Mlinar, profesor Mlinar, bi najbolj imel še svet več. Še en lep spomin je iz Celja, tukaj si spoznal tudi svojega najboljšega prijatelja. Ja, seveda, moram reči, Marko Šušterčiča, nekaj imel zdaj veliko razstavo v Ljubljani, bil moj najboljši prijatelj. Žal je zdaj 76 leta je pač premenil, pač z njim so pa res velika prijatelja. In moram reči, da sem se družil pač tudi nasploh največ slikarji, ne toliko z glasbeniki, zdaj v starejših letih pa potem bolj z glasbeniki, res še z glasbenico. Hotel si povedati tudi eno anekdoto, to je znano. Ja, enkrat je bilo pa tako, ne vem, če se spomnite, ampak mesec je bilo tam v metropole, ko se reče tam, je bila neka prireditev, no, potem pa pride gor en govornik, ko hoče nekaj povedati, da je pa tisti sufler, kakšen, kot rečemo, in reci in piši, pravi, tovariši, tovarišice, zbrali smo se in v tistem momentu se je pa vdrlo noter in je tudi. Če mi čas pa pride ven, vas pojčevine, pa se vračam, je potem nekaj šlo. Kako se je pa potem nadaljevala tvoja pot, kam si šel na študij? Ja, potem sem pa se podal v Ljubljano, imel sem krasen klavir, Besenhofer, in seveda v Ljubljani v tisti čas zelo težko za sobe. Recimo danes dobiš sobo, kjer hočeš, če imaš sredstva, jaz bi tudi imel sredstva, ker sem se nekaj denarja, ko sem bil z igranjem okrog, samo soba se nekako ni dala dobiti. No in seveda nekaj sem potem na Krakovskem nasipu dobil prvo sobo, nekaj bil tako, in tako da je pač kar kaplavo iz stropa dol na moj prekrasni klavir, slabo spomine. In potem sem se seveda leportal okrog, tako da je tista voda se nad zbirala, skratka, ker ni bilo kar kruto. Kakšni so tvoji spomini na akademijo? Kaj si študiral? Ja, na akademiji je bilo tako, da sem najprej se obišel na zgodovinske oddelek, potem sem rekel, ja še premalo znam, potem sem se na srednjo gradnjo še obišel, da sem tisto končal teoretski oddelek. No in seveda potem sem delal tudi kompozicijo pri profesor Lipoško, potem pa je on začel klavir učiti v drugem letu, ko sem prišel k nekemu drugemu profesoru, ki je sicer blaga duša, ampak imel pa mogoče ga tudi rad malce vkljeno. Ne vem, mogoče je ravno v posebnih roščah, najše skladba, ko sem mu ponesel, polno razsrbil, češ, to pa ni, to je pa hoštaparska gladba, ki je bilo pisano v dveh sistemih, v več sistemih napisano za klavir in tako naprej. In seveda
S tem, ko pa to rekel, sem pa zamiral in da sem jaz potem ta študij prekinil in sem šel potem na nekaj drugega. A to tisto ne bi končal, pa nisem dal veliko na študij, da sem imel potem krajši vojaški rok, da sem slušal. Včasih je pa še to. Zdaj nas pričevala, pa kaj če mogoče malo pokožljivo za mladino s tem. To je bil. Kje si pa potem nadaljeval svojo poklicno pot, predvsem pedagoško? Ja, učil sem pa že, ko sem bil še študent, sem učil na gradbeniški šoli v Šiški in tako naprej. Med drugim je bil moj učenec tudi Mitja Bovec, se ga spomnim še. Ampak takrat sem še začel učiti in zdaj, ko ga vprašam, ker sem bil zelo slab začetnik in da je učiti. Ampak potem sem se navadil, tako da sem bil potem pedagog, podal že. Tudi na pedagoški akademiji, ne? Ja, seveda, potem na pedagoški akademiji smo me glavni naredili, potem na pedagoški fakulteti, skratka. Bil sem pa tudi na srednji šoli, veliko časa, 20 let sem na srednji učil teoretske predmete. In moram reči, da sem se takrat najbolj počutil na srednji gradbeni šoli. Otroci so bili radovedni, so se radi učili in tako naprej, tako da so več. In očevedno si si jim zahvalil za vsemi temi skladbami, ki si jih napisal za nje. Draga Jakob, kdaj si napisal svojo prvo skladbo in za kateri inštrument? Ja, moja prva skladbica se je imenovala Solzica, ne. Takrat sem se učil pač klavir pri profesor Brdačevi, no in potem je ona to skladbo dala v nek album, ne, in to je bila moja prva objavna skladba. To moram biti okoli svojih 16 let. 15 učil. Kaj pa to skladbo, ki je potem tudi profesor Gribovšek zaigral? Ja, misliš, sonatine. Imeli smo ure pri profesor Gribovšku, no in se je dogajalo tako, da smo mu prinesli nove skladbe, oni bi vsi razpredni, po hitrem glavnem modne in zdaj smo imeli uro do 3, a ne po 4, ko prej radio in je tisto skladbo, ki smo novo, pa ne se režiliral, ne, če ne bilo nekako samo malo pogledal, ne, in je perfektno znal igrati. Verjetno si bil zelo ponosen. Ja, skoro, profesor Gribovšek je bil čudovečen človek, tudi pedagog, a ne, žalno se je učil samo prvo leto, potem je on moral klavirske učence prevzeti, ne, in sem potem prišel k nekemu drugemu profesorju, ki pa je nekako se igral v moji skladbi, tako da sem že omenil to štapla skladba in potem sem jaz knjigo ta študij. Kater inštrument oziroma ali glas, ali kaj te je najbolj prevzelo na začetku tvojega komponiranja? Ja, moram reči, da sem bil prvi ljubitelj klavirja in seveda prva faza je klavir, predvsem potem na drugi fazi, ker sem se poročil s pevko, sopranistko Olmo. Potem je bila faza skladb za glas in klavira, ne. Potem so bili še razni drugi inštrumenti, pa za orkester, no in seveda potem pa moja tudi kantate, res sem napisal kantate v ženski spomniki, potem do Frajka Mors, pa Pogled zvesta. Potem Pogled narave in tako tudi ena skladba za 4 zdravalce, ki je bila zbrana za strokovne glasbene tega Potena, to je 69 leta. Potem je bila še neka druga skladba zbrana za strokovne glasbene, je pa Kača Parla, ne, se pravi, divja skladba predvsej. Se moram potem tudi vizualno upozoriti nekako spušči se, nekako streljajo nekaj cilj tam v zadnje, ne. Ampak to je seveda dosta, ne, polna energije in se potem tudi izraža v skladbo. V eni skladbi se celo uporablja lovsko puško. A ja, dobro, oziroma skladba, ja, ki je bila zvajena v Evropi, a ne, in potem
tiste gor sprožen, in je potem potem šef, pa je tak luster, in je po tistih krasno gor in se treslo in je potem, veste kaj, tako je skladba, ne bo da smete več pisati, da se je to je edina taka, ki je bila bolj agresivna. Na koga si mislil, ko si to pisal? Zelo pomembno je tudi svoje razmerje, glasbeno razmerje s Marijem Bojem. Ja, to pa res je. Kaj moram reči, po drugo desetletje sem se ukvarjal s Bojem in moj priljubljen skladatelj je zelo sem cenil, mislim, da ni daleč enakega. No, enkrat sem ga videl tam na ulici še, potem je tudi psihiater je razlagal razne primere duševne bolezni, med drugim je preberal tudi Boja, tudi Mehna, Petro, nekako preberal. In skratka videl sem živo, ampak vse svoje ne glede na to zanimalo me njegova glasba. In potem spoznal sem se njegovim sinom in je potem celo njegovo večino, ker je več takih kartonov, tistih spic, na 200 govoril se potem pri nekako 40 let se mu je omračil in je potem še kar naprej pisal še 20 let in je posvel ogromno tistih spic in tako naprej. Jaz mu potem to nalogo, oziroma sem si sam to nalogo zadal, da sem potem se to raziskoval in potem tukaj je 10-200 teh njegovih skladcev, potem dal to objavljati in tako naprej. Skratka, mislim, da pogoja sem skušal se zelo, da bi znali ceniti, da je res moj muskal. Mnoga dela si posvetil otrokom in mladini. Kaj te je privedlo do tega, da si naklonil tako kvalitetne, humorne, hudomušne in tudi zelo zahtevne skladbe? Moram reči, da odkraja sem pisal zelo komplicirano, potem pa sem nekako naprej in sem potem se kar nekaj prosmiral, sem pisal zelo jasno in pa otroška duša, mislim, glavno za tako velega podata, da pišeš jasno in da otroci zljubijo in to se je potem pisal. Potem sem videl res tako pisal za otroke. Najprej za klavir, veliko otroške svite, malih popopi, prvi 30 stavk, tipe in tako naprej. Potem seveda za razne inštrumente. Potem sem prišel na veliko večja dela kantate in tako naprej, ampak potem sem se kar spet nazaj vrnil na zbore in tega sem največ napisal. Oni so te pesmi se spomnil, da so to pač pesmi, ki so mi veliko pomenili pač v svojem času. V tvojem besedilu je veliko domoljubnega. Veliko domoljubnih besedil imaš. Ja, pravzaprav tudi, ja, mislim, da je treba nekako en višji vzor se napraviti. Často pelo vse je bilo vse posvečeno Bogu, tako rečem, ali pa božanstvu. Mene pa to zanimalo, da svoje domovine oziroma v tem našem jeziku in tako naprej posvetim svoje religije. Recimo, ko sem že omenil družinske spomenike, so tako večje delo, potem do Frajka Morske so prve slovenske posvete besede zapisane iz 14. stoletja in tako naprej, tega je pač prvi. Tudi ljudska tematika, če bi zelo zanimala. No, seveda tudi ljudska tematika, veliko teh raznih bered, pesmi, tudi danes smo nekaj slišali. Skratka, zanimalo me je iz malega napraviti nekaj strokovno jasnega
najvažnejše orodje za komponista je zbirka, sve to sem tudi preizkušal. Še za konec, ali so v tvojih mislih še vedno zamisli za kakšno novo delo? Zdaj imam predvsem v misli, da skušam ti svoje skladbe nekako zbrati in objavljati v zbirkah in tako naprej, ker v bistvu se za to nisem veliko brigal, pa da imam zaključil svoje delo in da se predvsem s tem odvarjam, da bodo razne zbirke še. Recimo imam pojem Prešer, pojem Igran, pojem Sprega, pojem Narod, nekaj 5 zbirk za mladino, nisem še uspel vse nekako spraviti do tiska, ampak na tem delam zdaj, ja, precej. Pri skladbe za glas in različne inštrumente se trudimo, da bi prišel tisk. No, moram reči, da to moja sogovornica je zelo odlična pevka, ona zelo krasno igra note in izvodi svoje nekako zahtevne skladbe, ker je sigurno, da bo dobro naredila. Skratka, ta odnos do vokala mi je nekako prirasel k srcu in se ga skoraj moram ven, pač tako sem nekako uspel. V svojem imenu in v imenu vseh pevcev se ti iskreno zahvaljujem za vsa ta dela, ki se